Potem, ko je papež Frančišek doslej pri splošnih avdiencah spregovoril o vlogi matere, očeta, bratov in sester ter starih staršev v družini, je v sredo 18. marca pozornost namenil otrokom. Poudaril je, da otroci predstavljajo velik dar za človeštvo, zato bo na prihodnji avdienci spregovoril o ranah, ki žal prizadevajo otroštvo. Ob tem je spomnil na otroke, ki jih je srečal v Aziji, ki so polni življenja in navdušenja, a po drugi strani živijo v nečloveških razmerah. Zato papež dodaja, da se od tega, kako se obravnava otroke, lahko presoja neka družba. Otroci prinašajo življenje, veselje, upanje. Zagotovo prinašajo tudi zaskrbljenost in včasih težave, vendar je bolje imeti družbo s takimi skrbmi in težavami, kot žalostno in sivo družbo, ki je ostala brez otrok, je poudaril papež Frančišek. Sorridere e piangere. Smejati in jokati se sta dve stvari, ki jo odrasli nismo več sposobni, sta v nas zablokirani. Pogosto naš nasmeh postane umeten, brez življenja, nasmeh, ki ni živahen kot nasmeh klovna. Otroci se smejejo spontano in tudi jokajo spontano. Vse to je stvar srca. Naše srce je zablokirano in pogosto izgubi sposobnost smeha in joka. Otroci nas torej lahko znova naučijo smejati se in jokati. Je zbranim romarjem na trgu svetega Petra dejal papež Frančišek ter nadaljeval, da naj vedno ohranimo identiteto otroka, tudi potem, ko smo odrasli, ostareli, sami starši. To nas opominja na dejstvo, da si življenja nismo dali sami, ampak smo ga prejeli. Včasih pozabljamo na to, da smo lastniki našega obstoja. Otroci na svojo prisotnostjo opominjajo prav na to, da smo v vsakem obdobju življenja, v vsaki situaciji in družbenem položaju še vedno sinovi in hčere, je še dejal papež Frančišek.